za to, da ste se sploh uvrstili v olimpijsko ekipo. V olimpijski ekipi je od 65 slovenskih športnikov sodelovalo kar 20 predstavnikov Slovenske vojske. Torej, slaba tretjina. Če pa pogledamo medalje, je pravzaprav 3/4 teh medalj ste prispevali vi, spoštovani pripadniki Slovenske vojske. Torej, to pomeni, da ne samo za nacionalno varnost, za pomoč v naravnih nesrečah, ampak tudi v športu brez Slovenske vojske Slovenije ni. Posebej bi želel pozdraviti seveda našo olimpijsko prvakinjo, spoštovana gospa Urška. Mislim, da ste s svojo odločnostjo, svojim pogumom, svojim odnosom do tekmovanja, ne samo nam, ampak celotnemu svetu pokazali, kaj pomeni biti nepremagljiv. Ste v družbi zlatih olimpionikov, torej tistega najžlahtnejšega, kar lahko športnik doseže. In tudi v tem kontekstu ste se pridružili našim dvema zlatima olimpionikoma, Primožu in Rajmondu. Torej, Slovenska vojska ima 3 zlate olimpijske kolajne, zato vam še posebej čestitam. Posebej grejo čestitke tudi zato, ker ste prva Slovenka, prva športnica slovenskega naroda, ki je osvojila zlato olimpijsko kolajno. Oba naša predstavnika, tako Primož, zlat v Pekingu, kot Rajmond, zlat v Sydneyju, sta nas tudi letos razveselila. Eden s srebrom, drugi z bronom, bolj kot samo medaljo, pa predvsem s tem, da je en pokazal, kaj pomeni se vrniti na Olimp, drugi pa dokazuje, kaj pravzaprav na Olimpu pomeni biti več desetletij. Zato še posebne čestitke. Posebne čestitke gredo tudi vsem ostalim udeležencem teh iger. Mislim, da s svojim trudom, svojo odločnostjo, svojim odpovedovanjem kažete na to, kaj pomeni biti vrhunski športnik, obenem pa dostojno predstavljate ne samo Republiko Slovenijo, ampak dostojno predstavljate tudi Slovensko vojsko. Jaz bi v tem svečanem trenutku rad povedal, da bo tako Slovenska vojska kot ministrstvo tudi v nadaljnjem ciklu, olimpijskem ciklu in ciklu tekmovanj podpirala zaposlitev športnikov v Slovenski vojski. Vem, da je to le majhen delež tistega, kar vam lahko država oziroma Slovenska vojska nudi. Sem pa prepričan, da bi brez te zaposlitve vaša pot bila še toliko težja in toliko bolj naporna. Na koncu naj vsem skupaj, spoštovani športniki, najprej želim veliko oddiha od tega napora, ki ste ga v preteklem mesecu imeli, veliko športnih uspehov v nadaljevanju, veliko osebnega zadovoljstva, privatne sreče in pa še enkrat iskrena zahvala, da ste se kljub temu, da vem, da imate teh sprejemov v obdobju olimpijskih iger precej našemu vabilu odzvali in se tega srečanja udeležili. Čestitke in še enkrat hvala lepa. Gospod minister, načelnik generalštaba Slovenske vojske, v imenu vseh olimpijcev se vam zahvaljujemo za tale sprejem. Sama sem v vojski zaposlena že 11 let, nekateri dlje, nekateri manj. Z vsemi ministri smo lepo sodelovali in verjamem, da bomo tudi z vami. Hvala.